Tale slikica, ki sem jo dal, če ste bili pozorni, če boste dali nazaj, pa boste mičken zameglili pogled, dali na pauzo, pa zameglili pogled ali pa dali telefon malo na stran, piše OBEY, obej, ubogaj. Torej, ene vrste subliminalno sporočilo, neki ljudje stojijo, ampak če pogledaš pa odeleč, pa pomeni ubogaj. Torej, nam so subliminalno pritiskali, kaj moramo in kaj od nas pričakujejo, želijo in pravzaprav zahtevajo. Mi pa nekako postajamo vse bolj svoji, če dalje bolj postajamo ljudje, če dalje bolj prebujamo v sebi tisto, kar so oni uspešno tlačili. In ena izmed recimo takih najkrajših možnih definicij je ta, da date sebe na prvo mesto. Pustite nam ta svet, je zapel Vlado Kreslin. Nedolžen in drugačen je ta naš svet, kadar damo sebe na prvo mesto. Kadar nekako pridemo do spoznanj, dobimo svoje mnenje. In okolica je vedno probala vplivati na naše mnenje. A drugega mnenja pa ne upoštevaš. Bodite previdni, imate svoje zaključke, imate svoje mnenje in ne dovolite, da okolica na vaše mnenje vpliva. Ena izmed zelo pomembnih stvari je, da sprejmete sebe, da sebe ljubite, da sebe spoštujete do te mere, da se v vsakem primeru date na prvo mesto in se iz prvega mesta lahko umirite, ozdravite in šele na tak način lahko smo sposobni pomagati drugim. Ne moramo razbiti znotraj sebe komurkoli dati roke. Ampak od nas so zahtevali, da vedno nekako pomagamo njim in da smo v bistvu bili mi njihov največji problem, da če ne bi bilo nas, bi bilo vse drugačne, ampak ko pa se mi distanciramo, pa lahko vidimo, da njihovi problemi ostajajo glih tam, kjer so bili. Torej, pronađi žrtvu i ponizije, je rekel pa Bajaga. Vedno so imeli svojega krivca. No in trdno smo lahko prepričani, da se sistem sesuva sam vase, vsaka oblika vladavine in vladarstva, ali kako čem reči, se je sesula in tik pred zlomom so postali zakoni najbolj bizarni in najbolj očitni. In tudi mi lahko zagotovo trdimo, da nam je vsak dan nasuto ena gora bizarnosti, neumnosti, ustrahovanja, primitivnih prijemov in ukrepov, ki nimajo veze s tem, kako bi nam bilo lahko boljše. Čeprav ljudje vemo, kaj so ti zahtevnejši oziroma prvi koraki, ki so za dobrobit družbe potrebni. Naša vlade in pristojni delajo glih v narobe, s sabo vlečejo eno veliko hordo svojih pomočnikov, ki so žal prodali svojo dušo, so nerazgledani in svojo neumnost pokrivajo s tem, da v bistvu druge tlačijo dol in to ste vi, to smo mi. Ne dovolite, da nas tlačijo dol in prosim, pustite nam ta svet. Mi smo šli malo hitrejš in jih bomo pustili zadej. Nič hudega, oni zadej so že in še bolj bojo, mi pa se predajamo naslednjim fazam, kjer se bodo očistili še najgloblji strahovi in najhujši strahovi, ki so bili v nas. To je neko obdobje, ki se nam obljublja. Jaz lahko že zase rečem, da imam poglobljene in sanje in razmišljanja. Torej, smo v nekem naslednjem koraku, kjer prihajamo do tega, da se dokončno očistimo vsega tistih najbolj starih ran in spominov traumatičnih, nekako pa se na plano že kažejo ti spomini, kdo v resnici smo, kako zelo velika bitja smo, bitja luči in kaj sejemo na to zemljo, zvezdna semena. Zavedajte se, da je vsak izmed vas, ki tole posluša, že zvezdno seme. Nezvezdna semena me ne morejo poslušati. Želim vam prečudovit vikend. V soboto, jutri imamo en Zoom, v nedeljo pa en live.
pa bo, a ne? Uživajte, pa se vidimo takoj, ko se zagledamo. Čau, čau!